Zbrali smo se na dan, ki je za Brda posebej pomemben, na Martinovo, na praznik, ko preverimo, kaj je letina dala. Moramo se zavedati, da dobrega vina brez dobrega grozdja ni. In dobro grozdje lahko proizvedejo dobri vinogradniki. Področje Goriških Brd je opredeljeno po evropskih merilih v del, kjer je, lahko ga imenujemo herojsko vinogradništvo. Zato smo se odločili, da naše proizvajalce grozdja imenujemo junake. Teren v Goriških Brdih je zelo gričevnat in to otežuje proizvodnjo grozdja. Kakšna je bila sezona, ni težko opisovati, dovolj da pogledamo okoli, ampak kljub temu smo letos pridelali malček več grozdja kot lani. Zato je bilo pa potrebno bolj kot karkoli drugega stalna prisotnost v vinogradih in glede na pričakovanja, bom rekel, da se je šlo še precej bolje, kot smo pričakovali ob začetku trgatve. Če dobro obdeluješ vinograd, pa tudi ob različnih, ali ob sušah, ali preveč dežja, vinograd ne reagira tako burno in nekako na koncu dobimo relativno dobro, zdravo grozdje, iz katerega lahko predelamo dobro vino. Ponovno se vračamo k vinom z nižjo vsebnostjo alkohola, taka, kot so bila pred 25-30 leti. Prenovljena je tudi podoba, zunanja podoba in seveda smo tudi se s krizo spopadli na način, da se ukvarjamo bistveno več s trženjem, predvsem s trženjem na trgih izven Slovenije. Mi v Brdih se ponašamo z dvema zelo velikima praznikama, ki so ključni prazniki z področja turizma. Tu so sigurno se vključili sami vinogradniki, vinarji, sadjarji, oljkarji v Brdih. Veste, da v zadnjem času se ponašamo tudi z oljko. Tvoj oljčni bar, prvi v Sloveniji. Tako. Bravo, poprosim. Jaz sem zelo vesela, da bo odslej v Brdih tudi oljčno olje imelo en tak poseben pomen. Pri nas bo mogoče okušati briška oljčna olja in hkrati tudi spoznavati razlike med našimi avtohtonimi sortami in pa drugimi sortami, ki niso naše, ampak so prišle na primer iz Italije. In nekje se tudi izobraziti o oljčnem olju. Damo na dan, pokrijemo, vrtimo spodnji del, da se približno vreje tam 28-29 stopinj. Pol dobi tam najboljša aroma. Do 16 stopinj se pa poznajo napaka olja. Da bi lahko cenili vse tisto, kar je dobro, je včasih dobro tudi poskusiti tisto, kar ni dobro. Tako da pri nas bo moč tudi, seveda ne okušati, ampak vonjati olja z napako. To so pregreta, morklja, žarka olja. Kakšni so bili nekoč običaji, oziroma se bom omejila na en običaj. Ko je gospodar dal mošt v sod, so vedno v kot postavili en manjši sod. Pravijo, da v majhnem sodu je najboljše vino. Takrat je ta sodček stal do trgatve na istem mestu, se ga ni smelo prekladati in gospodinja je na sod postavila eno jabolko, ki ga je nabodla z raznimi zelišči, ki jih je imela pri rokah na vrtu. Torej tista zelišča, ki ponavadi rabi kot začimbo pri hrani. Malo rožmarina, malo majarona, žajbelj, skratka veste, da jabolko je vse nabodeno s temi zelišči. No, potem je postavila to na sod in je jabolko stalo do svetega Martina na sodu, ne da bi ga kdo premikal, kajti če bi se ga prijelo v roke, bi se jabolko lahko tudi malo prej pokvarilo. O, sin moj, je že prav Martin Baruga. Prav dobro, leto stala jabka ne kaže. Je začalo hniti, že pri čerešnikom bo hnilo skozi. Boš mogel dobro ahtati, veš, ker če bo slabo vino, nam pokliče samo mižerju v hišo. A možda takoj spijemo? Ne, boš mogel barvati zdravje, da. Nalimo zdaj sito zlato, na zdravje ga izpijmo.
Vesel sem, da je ta blagoslov prav v Šmartnem, kjer je kraj imenovan po svetemu Martinu in tudi, veste, če se zaupamo svetniku, prinaša velik blagoslov. Vsemogočni Bog, ti vse dobro daješ in ohranjaš. Hotel si, da za okrepčilo in veselje ljudi med drugimi tvojimi stvarmi pridelujemo iz grozdja vino. Tvoj sin Jezus Kristus je na svadbi v Kani Galilejski vodo čudežno spremenil v vino. Pri zadnji večeri pa je vino posvetil v skrivnost svoje dragocene krvi. Ponižno te prosimo, blagoslovi to vino, da bodo vsi, ki bodo to vino pili, prijeli dušno in telesno zdravje in brez konca slavili tebe, delivca vseh milosti, po Kristusu našem Gospodu. Zdaj pa, da ne bo samo vino blagoslovljeno, še vas, Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Zdaj pa praznujmo v miru. Tako, na vino. In na vse, ki dobro v srcu mislijo. Po svetu smo se razumeli.